Lepo vas pozdravljamo, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Preverimo najprej napovednik in vabljeni v našo družbo. V petek so v prostorih občine Muta zasedali župani koroških občin. Med drugim so ostro protestirali proti spreminjanju pravil iger za projekte, ki so jih zadnji 2 leti na podlagi smernic države pripravljali v okviru dogovora za razvoj regije. Kot so povedali na seji prisotni koroški župani, koroške občine rezervnih projektov nimajo pripravljenih, zato bodo vztrajali pri načrtovanih projektih. Ravno zaradi tega ima poseganje v te projekte za Koroško lahko velik vpliv in tudi precejšnje posledice, je opozoril direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman. Trenutno bi naj bili ogroženi projekti zelene infrastrukture s poudarkom na pokopališčih, čeprav so bili v skladu z vsebinskimi sodišči pripravljeni in so tudi občine imele možnost, da to vrstne projekte prijavljajo. Seveda pa so lahko ogroženi tudi drugi projekti zelene infrastrukture, vkolikor bi ministrstvo želelo večji delež sredstev prenesti na področje kanalizacij in vodovodov. Namreč ti vsi projekti, torej kanalizacije, vodovoda in zelene infrastrukture, so umeščeni v isto ministrstvo in seveda tam so te prerazporeditve strani ministrstva tudi najbolj lahke in tudi želijo največ sprememb. Zelo ostro je spreminjanju pravil nasprotoval tudi župan občine Buzenica Franjo Golob. Pravila igre, ki so bila napisana, ki so bila izhodišča za to, da smo lahko o tem dolga leta pravzaprav razpravljali, ko smo se pripravljali na to finančno perspektivo, je danes padlo vse v vodo. In ostro nasprotujem sam, ostro nasprotuje tudi svet koroške regije, kajti to je nedopustno. Iz temeljev se gradi hiša, iz dogovora se bo črpala sredstva za razvoj regije. Teh je v koroški regiji približno za 22 milijonov evrov. Zdaj, če se bojo ta pravila igre spremenile, verjamete, da bo tudi z koroške regije odšlo skoraj pol denarja, torej več kot 10 milijonov, ne glede na to, kakšni so projekti. Projekti so pripravljena so gradbena dovoljenja, finančna konstrukcija, tudi iz občinskih proračunov pripravljena, razočaranje pravzaprav na celotni črti. So pa župani koroških občin na tej isti seji ob pozitivnih vidikih izvedene deinstitucionalizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju upozorili tudi na zvišanje stroškov, ki jih po spremembi plačujejo za svoje v ta sistem vključene občane. Od države pa seveda pričakujejo rešitve za manjšo obremenitev občinskih proračunov. Direktor Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem Jože Koprivnik je dejal, da razumejo skrb občin, a da na ceno nimajo vpliva. So se pa zaradi zvišanja stroškov izboljšali tudi pogoji bivanja za uporabnike. To mislim, da je potrebno urediti na državni ravni. Mi sami tega ne smemo niti ne moremo, Jaz mislim, da se morajo občine obrniti na pristojna ministrstva pa rešiti ta del financiranja, ki pristoji občinam. Župan občine Buzenica Franjo Golob je povedal, da so se po deinstitucionalizaciji stroški, ki jih občina plačuje za uporabnike sistema iz svoje občine, ponekod zvišali tudi za 150%. Vedno več nalog na občine. Torej, tudi takrat, ko so sprejeti občinski proračune, dobivamo dodatne naloge, zato pa seveda ni govora takrat, ko se pogovarjamo in borimo za povprečnino ali glavarino na občana. Torej, tudi te nove lokacije, ki so nastale in bile zgrajene z državnim denarjem, v našem primeru v Dravski dolini v Radlah ob Dravi, zdaj za uporabnika oziroma za plačnika, v katerim smo v veliki meri tudi občine, se je strošek plačila povečal za 150%. Jaz sem danes tudi na regiji povedal eno primerjavo. Dom za starejše, kjerkoli na Koroškem, popolna oskrbovanca, niti slučajno ne doseže vrednosti, kot jih imamo z tem delom, ki se je na novo zgradil. Torej, če se nekaj naredi, če se nekaj sprejme, potem nič v občinah brez občin.
Koroške občine pa so s pomočjo Regijske razvojne agencije pristopile tudi k pripravi načrtov za ureditev regijskega zavetišča za zapuščene živali. Primerno zemljišče je za zdaj ponudila Slovenjegraška občina. Kje, pojasnjuje župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Ja, regija nujno potrebuje zavetišče, kajti vemo, da je v Sloveniji vse več zapuščenih živali in da je praktično pomankanje, da so vsa zavetišča polna, da pomankanje prostora znotraj njih in nekako se tudi na nivoju regije dogovarjamo o vzpostavitvi regijskega zavetišča za živali. Zdaj v mestni občini Slovenj Gradec imamo že v občinskem prostorskem načrtu rezervirano zemljišče oziroma zemljišče, kjer je dovoljena tovrstna gradnja. To gre za zemljišče v neposredni bližini čistilne naprave v Pamečah znotraj te podjetniške cone. Sicer z veljavnim OPPN-jem je na tistem območju predvideno parkirišče za tovornjake. Zaradi tega bi morali iti v spremembo OPPN-ja, kjer bi to območje 4000 kvadratnih metrov približno velikosti spremenili in pa prilagodili potrebam zavetišča. Za projekt, ocenjen na okoli 1,1 milijona evrov, bi sredstva po deležih prispevale občine. Del pa bi skušale pridobiti tudi pri državi. Prizadevanja za ureditev primernega zavetišča za živali na Koroškem so že zelo stara, a doslej niso obrodila sadov. Koroška je po podatkih Regijske razvojne agencije poleg Zasavja edina regija v Sloveniji brez zavetišča za živali. Težave in stroški, ki jih imajo občine s tem, pa se iz leta v leto povečujejo. Tudi zato, ker morajo občine zapuščene živali pošiljati v oddaljena zavetišča. Direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Dejan Pandelj, je včeraj pripravil novinarsko konferenco. Na njej je predstavil poslovanje zavoda v lanskem letu in aktualno dogajanje na posameznih področjih, ki jih pokriva zavod. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, katerega ustanoviteljica je občina Ravne na Koroškem, ima 25 zaposlenih, upravlja pa s hostlom Punkelj, 13 zunanjimi igrišči po občini, bike parkom, smučiščem, objektom doma za telesno kulturo z notranjim bazenom, z letnim bazenom, doživljajskim parkom in sistemom javnih koles. Skrbi tudi za organizacijo prireditev. Poleg športa pokriva kulturo, turizem in mladinske dejavnosti. Po letih negativnega poslovanja je zavod zadnji 2 leti zaključil pozitivno. Poslovanje je bilo pozitivno, smo zadovoljni z letom 2024 in sicer je bil presežek prihodkov nad odhodki nekaj več kot 45 tisoč evrov, s čemer smo zadovoljni. Zavod sicer 45% prihodkov pridobi s tržnimi dejavnostmi, ostalo so javna sredstva. V lanskem letu pa so se soočili z izjemno rastjo cen energentov, za kar so od dobrih 3 milijonov evrov skupnih prihodkov porabili kar 600 tisoč evrov. S tem, da tukaj treba povedati, da občina je namenila sredstva za same podražitve, tako da smo to krizo prebrodili. Je seveda bilo izjemno težko, podražitve so bile nenormalne, niso bile v skladu z pričakovanji, ampak nekako gledamo, da poslujemo pozitivno. Za zmanjšanje stroškov energentov iščejo nove vire energije, potrebne bodo tudi energetske sanacije objektov. Največji zalogaj bo objekt DTK. Infrastruktura, če govorimo predvsem o domu DTK, če ga lahko tako imenujem, je med starejšimi objekti, energijsko potratnimi objekti, tako da bo potreben energetske obnove. Bomo začeli z pripravo dokumentacije, kakih številkah to govorimo zaenkrat ne vem. ZKŠTM Ravne je letos že končal zimsko sezono. Letošnja sezona je bila relativno težka, sami pogoji, vremenski pogoji niso dopuščali izdelavo umetnega snega oziroma ukrnjeni izvedbi, ampak vseeno smo izpeljali sezono z 46 dni obratovanja, z več kot 2000 obiskovalci in pa gostili smo neposredno 9 zimskih šol v naravi. Da bi tudi v neugodnih razmerah podaljšali zimsko sezono, si želijo posodobitve sistema zasneževanja smučišča. V letni sezoni pa je med drugim zelo živahno v bike parku Poseka, ki so ga lani nadgradili, tako da ima skupno 9 km prog. Aprila bo skoraj zagotovo še premokro za odprtje parka, zagotovo pa bo kolesarjem na voljo od junija, ko bodo prvič organizirali kolesarsko tekmo Downhill za pokal Slovenije.
Ja, lansko leto smo pravzaprav prišli do faze, ko smo nadgradili same proge v bike parku. Proga je izjemno dobra, prilagojena tako za rekreativce kot tudi za profesionalce. To se je odražalo tudi v samem obisku. Naj povem, da smo upravili lansko leto 25.000 voženj na bike parku, s tem, da smo lansko leto relativno pozno začeli sezono. Letos pa pričakujemo odprtje nekje v prvem tednu junija, tako da bodo številke po predvidevanjih še više. Na področju športa se bodo letos ukvarjali tudi s pripravo nove strategije razvoja športa do leta 2030, ki jo bo nato obravnaval in potrdil občinski svet. Ja, to bo nekje v letošnjem letu najpomembnejši dokument, tako da se ga izjemno veselimo. Predvsem pa bi radi tukaj, da nekje nastane realen dokument, katerega bomo lahko v prihodnjih letih tudi uresničevali, da ne bo spet samo ena črka na papir, ampak dokument aktivnosti. Zavod je zelo aktiven tudi na področju kulture. Prireditve trenutno potekajo na različnih lokacijah po občini, saj je bil kulturni dom poplavljen in nato porušen. Nov kulturni center naj bi bil zgrajen do konca leta 2026. Zavod pa se povezuje tudi z društvi. Aktivno je spet ponovno začela delovati za novo predsednico tudi Zveza kulturnih društev. Začetne sestanke smo že imeli, tudi zdaj nadaljujem z njimi, tako da bi tudi na področju kulture radi zapeljali zgodbo, ki smo jo že začeli in naša domača kulturna društva aktivno vključili v samo izvedbo prireditev na Ravnah. Na področju turizma so se odločili ločiti tržni od javnega dela. Ja, tukaj pa so vedno bili očitki, da na Ravnah na Koroškem je turizem punkelj. Tukaj sem imel predvsem zdaj že dolgoletno željo ločiti ta dva segmenta. Zato smo v centru mesta, se pravi na lokaciji MP4, naredili pisarno Visit Ravne, ki bo neposredno v pomoč gostinskim deležnikom, ki jim bo dala podporo, poleg tega pa bo ustvarjala tudi zgodbo razvoja turizma na Ravnah. Kaj pa aktivnosti za mladino? Tudi mladinska dejavnost spada pod naše okrilje, s tem, da tukaj gre za relativno mala sredstva, tako da ta sredstva so namenjena mladini za delavnice, za dogodke, ampak tu gre za manjše sredstva. Dobro poslovanje zavoda je tako tudi rezultat dobrega sodelovanja z vsemi deležniki na področju kulture, športa, mladine in turizma, pa seveda z občino Ravne na Koroškem kot ustanoviteljico zavoda. Načrtov za letošnje in prihodnja leta je zato veliko. V športni dvorani Nazarje je potekal dobrodelni koncert z naslovom Za smeh v otroških očeh. Gre za vrhunec projekta Brezplačne šole. Osnovna šola Nazarje v okviru projekta Brezplačne šole vsem učenkam in učencem zagotavlja enake možnosti za sodelovanje pri vseh vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ne glede na socialno-ekonomski status družine, iz katere izhajajo. V okviru zbiranja finančnih sredstev vsako leto teče projekt, ki so ga poimenovali Za smeh v otroških očeh. Vrhunec projekta je dobrodelni koncert. To je pravzaprav koncert, ki je namenjen izkupiček koncerta je namenjen šolskemu skladu, iz katerega mi črpamo sredstva za našo brezplačno šolo. To pomeni, da učenci pri nas ne plačujejo nobenih stroškov, kadar grejo v šole v naravi, na ekskurzije, na tečaje, smučanja, plavanja in podobne dejavnosti. Tako da je koncert pravzaprav pika na i med šolskim letom, da zbiramo tudi preko tega sredstva za šolski sklad. Za realizacijo projekta se trudijo tako zaposleni na osnovni šoli Nazarje, kot tudi lokalna skupnost, okoliška podjetja in starši. Projekt pa podpira tudi občina Nazarje. Najbolj pomembno je to, kar je Jože Kavtičnik pred mnogimi leti začel, se pravi ta skrb za otroke, ki so iz socialno šibkejših družin, tako da bi jim omogočili prisotnost bodisi na smučarskih tečajih, v šoli v naravi, kjer je bilo pač potrebno nekaj doplačati. To je bila njegova ideja in seveda on je to akcijo tudi začel. Kot občina smo vedno bili prisotni, tudi finančno. Se pravi, vsi prihodki, ki jih ustvarimo za sončno elektrarno na športni dvorani,
in na podružnični šoli v Šmartnem gre za sklad brezplačne šole. Z dobrodelnim skladom so pričeli leta 2008. Takrat je bila v državi kriza in so starši izgubljali službe in smo želeli izenačiti otroke, torej da brez razlike lahko odhajajo na vse te dejavnosti, ki jih organiziramo zanje, da ne bi bil nobeden od njih prikrajšan, mogoče zaradi kakšne družinske finančne stiske ali pa kaj podobnega. Skozi leta se številke seveda spreminjajo. V času gospodarske krize je teh otrok bilo več, tudi danes pa pravzaprav ne prizanaša finančna stiska nikomur. Vsake toliko časa se pojavi družina, 2, 3 ali pa več, ki je v neki finančni stiski in takrat pomagamo tudi na druge načine, če je mogoče. Med nastopajočimi so bili otroci iz osnovne šole Nazarje, plesni studio M-Dance iz Velenja, pevec Til Čeh in glasbena skupina Viktori. Takole bom po pravici povedal. Ideja za tale dobrodelni nastop je zorela že kar dolg časa. Mi smo nastopili lansko leto v Piranu na Veselici. In tam se je zgodila neka neprijetna zadeva, ker je prevelika elektrika je bila noter na voljo in nam je skurilo neke opreme in tam je bila ena zelo dobra prijateljica naša, ki je seveda takrat tudi nas bodrila in tako naprej, smo bili precej živčni in vse. No in skratka, po nastopu je padla beseda, ja, če bi pa mogoče tako pa tako. In smo mi rekli, zakaj pa ne. No in potem kasneje je prišlo pa seveda do ideje same, do realizacije in datuma in tako naprej. Smo rekli, v redu, seveda se bomo odzvali in danes smo tukaj in veseli smo, da smo tukaj. Po besedah ravnateljice je bil koncert zelo uspešen, dvorana je bila nabito polna, prodali pa so tudi vso pecivo, ki so ga otroci skupaj s starši in starimi starši napekli in v dobrodelni namen prodajali pred dvorano. Najpomembnejši pa je bil seveda smeh in iskrice v otroških očeh. V Rdeči dvorani Velenje je Moj radio v soboto pripravil veliki koncert ob dnevu žena, hkrati obeležil 25 let delovanja. Koncert nabit s čustvi, rokom in vsebinsko dinamiko v polni Rdeči dvorani je dokaz, da Velenje res diha z Mojim radijem že 25 let in bo dihalo tudi naslednjih 25, 50 ali 100. Moj radio je svojo radijsko zgodbo namreč začel pisati leta 2000 in se hitro uveljavil pri lokalnih poslušalcih in širše. Leto 2024, ko so se po več kot 2 razburljivih desetletjih pripravljali na jubilej, pa je prineslo nove izzive. Zamenjal se je del garniture, direktorsko mesto pa je prevzel Dragan Brkenjačevič, ki je bil nad nabito polno Rdečo dvorano navdušen in obenem hvaležen vsem, ki so oziroma ste prišli na ta veliki dogodek. Najprej bi se rad zahvalil vsem Velenjčanom v prvi vrsti in tudi vsem, ki so prišli od Davč. Moram povedati, da imamo danes tukaj nekaj gostov iz Hrvaške. Oni so res da prišli zaradi Džibonija. Jaz sem zelo vesel, zelo sem tudi vesel, da je toliko ljudi bilo na Sixpack Čukurju, ampak glavnina šele prihaja. Zdaj, čez nekaj minut začne skupina Šankrok in jaz osebno mislim, da bo Rdeča dvorana pokala po šivih, tako kot že dolgo ne. Povedal je še, da bo tudi v prihodnje na prvo mesto postavljal poslušalce, ostal odprt za ljudi in skušal uspešno radijsko zgodbo nadaljevati še mnoga prihodnja leta. Tradicionalni koncert Mojega radija ostaja tudi naprej. Letos smo ga zaradi vsem znane nesreče morali predstaviti, ampak ta trenutek že lahko povem, da 1. februar približno 2026 koncert Mojega radija spet bo. O izvajalcu razmišljamo, ampak 100% bo nekdo zelo, zelo dober. To je bil večer največjih uspešnic, poln ljubezni, čustev in nepozabnih melodij. Sixpack Čukur, Šankrok in Džiboni, pa tudi DJ Robi J, ki je del radijske ekipe že skoraj od samega začetka, so vse prisotne pospremili z glasbo, ki jo vsi poznamo in poskrbeli, da je 25-letnica minila v fantastičnem vzdušju. Ko stari dobri cajti. Fajn je, da se je dvorana napilala že zelo hiter. Fajn je, da smo v družbi vrhunskih muzičarjev, v družbi starih frendov. Rdeča dvorana ima posebno mesto v mojem srcu. Tukaj sem prvič gledal Šankroke, prvič sem tu imel velik koncert in
mislim, da je bil to pravi trenutek, ko 25. obletnici mojega radia, da smo zopet tu. Množico je svojo neustavljivo energijo ter nepozabnimi melodijami še enkrat več očaral tudi glasbenik Džiboni, ki je v svetu glasbe sinonim za dovršeno kakovost in vrhunske glasbene dosežke. Oder in publiko pa so pred njim zasedli in ogreli Sixpack Čukur in Šankrok, ki v Velenju pred domačo publiko vedno naredijo odličen žur. Tle smo začeli, tle so posebni občutki, vse je zelo podobno, kdaj pa se kakšna stena pobarva, publika je pa doma najboljša. Vsak koncert je nova zgodba, tisti, ko je bil včeraj, je ni več. Ta je mimo, danes ta je najbolj pomemben na svetu. In v bistvu, ko pogledamo spodaj publiko, vidim veliko mladih, zelo mladih, ko znajo komplet besedila na pamet in je to ena najlepša potrditev, da nekaj smo pa verjetno v življenju prav naredili, da smo ljudem malo poveselili dan ali večer, jim odprli srce in jim dali našo dobro energijo. Ker pa je koncert potekal ravno na 8. marec, praznik vseh žensk, so nekaj misli namenjenih vsem damam tega sveta strnili tudi nastopajoči. Number one žene, jaz vam želim, da se imate fajn v družbi svojih možev, prijateljev, kolegic in pa se jaz mislim, da se ženske imajo fajn. Jaz včasih celo mislim, da se imajo ženske boljše kot mi, tako da, sam tak dalje. Punce, ženske, mame, tete, babice, brez vas mi ne moremo. Naj bo ta dan, ne ta dan, vsak dan naj bo dan žena. Koncert ob 25-letnici mojega radia sta na odru povezovala urednica in moderatorka Karolina Destovnik ter moderator Lenart Kukovec. No, zagotovo pa smo se ob koncu nepozabnega dogodka strinjali vsi, da se srečamo spet ob naslednjem velikem jubileju, medtem pa, kot bi rekli Sixpack Čukur in Šankroki, daj bolj na glas, moj radio. V soboto so člani društva Kulturnica Gaberke na Kopah pripravili tekmovanje v smučanju po starem. Letošnja tekma je bila 8. leto po vrsti. Kulturno-turistično društvo Kulturnica Gaberke ima sedež v Šoštanju. V okviru društva delujejo sekcije starodobnih smučarjev, starodobnih kolesarjev, literarna in humoristična sekcija ter ljudske pevke. Društvo vsako leto na Kopah organizira tekmovanje starodobnih smučarjev. Letošnja tekma je bila 8. po vrsti. Če glih vsi govorimo, da so Kope zakon, ampak res so zakon Kope. Pogledajte, kakšno vreme. In smo se Kulturnica Gaberke odločili, da naredimo danes tukaj le že ta 8. po vrsti starodobno smučanje starodobnikov, ki prihajajo iz cele Slovenije. Iz Škofje Loke, iz Juršencev, iz Beltenc, iz Kulturnice Gaberke, ampak letos je nas malo okrnala bolezen. Drugače je nas zmeram tam okrog 50-60 teh starodobnikov. Prvič je bilo nas celo čez 70. Vsakokrat se ga moram udeležiti, ker smo kot organizatorji, da pripravimo progo. Imamo zelo, tako bi rekel, položno progo, da tudi tem starejšim, ko so še starejši od nas, da jim ni pretežko. Za sodelovanje na tekmovanju morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Pri nam tukaj na Kopah ali pa sploh kjerkoli v Škofji Loki se lahko smučamo vsi, kateri imamo starodobne smučke. Da si starodobno oblečen, tako kot so bili včasih oblečeni v te stare pumperce, stare čevlje, stare smučke, ki so pač starejše od 50 do 100 let. Danes imamo toljene smučke, ki so stare 120 let. Imamo to osebo tudi, ko je stara že čez 80 let, pa še smuča. Tekmovalci so bili svojo upravo in starodobnimi smučmi tudi prava paša za oči. Smučam z smučki, s kolesom, ki imajo smuče gor, angliško je velo gemel, drugače pa to breku sediš, ko štartaš, ko predštartam, med tekmo in po tekmi. Zelo komod,
in to je to. Rekel zdaj, ker nimam več kolena tako dobre, kot včasih. Smučam na smučeh, ki so stare iz leta 1938, izvirajo iz Hrvaške, so pa drugače brez robnikov. Me veseli, da sem se danes udeležila tudi tekme na kopah in mislim, da so taka srečanja ena etnološka obuditev spomina na naše starodobno smučanje, ki je bilo pa zelo uspešno. Udeležujemo se vseh teh tekem po Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Češkem, kolesarimo tudi po teh deželah, še Madžarska tam vmes in Hrvaška. Skratka, radi hodimo po teh prireditvah, kajti to kulturno dediščino, ki jo ohranjamo, mislimo, da je lepo, da se družimo, kajti smisel tega druženja je prijateljstvo in da smo prijatelji. Predstavljam pa slovenskega vojaka, drugi strelski vod iz Prve svetovne vojne. Zanimivo, ko me tujci sprašujejo, Avstrijci pravijo Gebirgsjäger, ampak ta pero od Rušovca je ravno obratno obrnen. Avstrijc ga ima gor, Slovenc je pa nadol obrnen. To je razlika, drugače smo bili pa kameradi v avstro-ogrski vojski v Prve svetovne vojne. Najboljši smučarji v različnih kategorijah so bili nagrajeni. Da so nagrade za prvo, drugo, tretje mesto po starostni skupini in ženski starostni skupini in pa moški in najstarejši smučar in pa najmlajši dobita tudi nagrado. Čeprav so tekmovanje poimenovali starodobno smučanje, se v svojih vrstah vedno razveselijo podmladka. Vesel sem pa, da se tudi mladi udeležujejo teh starodobnih smučanj. Mi imamo tudi v Gaberka kulturnica kar nekaj z teh bolj mladih smučarjev in pa to gledamo Savinčani, so tudi nekaj mladih. Jih spodbujamo, da bojo tudi oni počasi prišli v te naše vrste, ko bomo mi pomagali, da bojo oni nadaljevali našo tradicijo. Veseli so bili, da je tekmovanje minilo brez poškodb. Po uradnem delu so smučarji odšli na kosilo, nato pa je sledila podelitev priznanj najboljšim. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni torkov VTV magazin. Nasvidenje.